Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Pred drugo epizodo 5-delne radijske serije o materinstvu in nematerinstvu z naslovom Ksenija, nocoj na prvem programu, bomo v oddaji Odar predvajali pogovor tudi o celotnem delu. Besedilu Prva beseda je mama, ki ga je avtorica Tjaša Mislej najprej pisala za gledališče. Nominirano je bilo za Grumovo nagrado in bilo tudi med izbranimi na natečaju ljubljanske Drame, kjer bo v kratkem prvič uprizorjeno. Pogovor sem Vilma Štritov vodila na letošnjem festivalu Teden slovenske drame, ki je tudi partner radijskega projekta. Zastavljen je bil interdisciplinarno, saj besedilo odpira številna vprašanja intimnega in družbenega življenja sodobne ženske in matere. Zato sta poleg avtorice Tjaše Mislej in radijske režiserke Špele Krafogel v pogovoru sodelovali še doktorica Ana Svetel, antropologinja in pisateljica, in doktorica Katarina Možina, družinska psihoterapevtka. Pa pojdimo na začetek, k izvoru, k dramatičarki, že nekajkrat nominirani in nagrajeni, Kranju pa posebej znani po besedilu Naše skladišče, uprizorjenem prav v tem gledališču. Tjaša Mislej, tematska rdeča nit vaših dram ostaja v spektru socialnih tem in zanje ostajate ves čas posebej občutljivi. Opaziti je namreč dvoje bolj ali manj soodvisnih linij. Opazujete, sondirate različne oblike skupnosti in predvsem vlogo žensk v sedanji družbi. Kakšen razmislek vas pri tem poganja? Ja, res je, da že v našem skladišču so te osrednje junakinje 4 ženske, pa tukaj v tej drami Prva beseda je mama, pa me je nasplošno zanimalo predvsem materinstvo, tudi starševstvo, ampak še toliko bolj materinstvo. In v tej drami je 5 zgodb, ki med seboj niso povezane, samo pač ta rdeča nit je materinstvo in vsako zgodbo pripoveduje ena ženska in pač zanima me potem materinstvo res čim širše, no, zato tudi je 5 zgodb, pa še to je bilo premalo, zato je v besedilu sem dodala še vmesne prehode med temi zgodbami, ki še dodatno odpirajo ta socialni vidik, se pravi, kako združiti zdaj vzgojo starševstva v teh časih, ne, potem s poklicem, s vsemi drugimi obveznostmi, tako da tukaj me je pač, pa tam mogoče v našem skladišču je bolj poudarek na neki družbeni sliki, pa vlogi ženske kot delavke, tukaj v tem besedilu pa pač ženska kot mama in delavka in še vse druge vloge, ki so partnerka, ne, tudi. Katere vloge torej v tem socialnem polju vas pa najbolj zadevajo? Občutljivi ste tudi zdaj govoriva o vaši dramatiki nasploh. Torej tudi izkoriščevalski odnosi, potem skupnosti, ki se oblikujejo za to, da se bolje nekako zaščitijo pred temi izkoriščevalskimi posegi, tako kot je bilo med delavkami v skladišču. Tako da me malo zanima, mogoče malo širši razmislek o vsem skupaj. Mislim, ta izkoriščevalski vidik sigurno me zanima vedno, pač ko pišem, skušam čim prikazati več plasti, ne. Kako, ne vem, tu v povezavi z materinstvom me seveda zanima zdaj poleg, ne vem, neke situacije čisto osebne, ki jo ima ena družina, potem tudi še cel družbeni vidik, pa se pravi, mogoče preteklost, kako te vzorci, ki jih pridobimo že iz prejšnjih družin, potem vplivajo, ko mi vzgajamo naprej otroke, spet, kar je znotraj ene družine, pa tudi širše v družbi, kaj družba pričakuje, katera bremena naj bi nosila ženska, če nekako se mi zdi, da je še vedno, mislim, saj se stvari spreminjajo, ampak za vse je danes težko združiti kariero, vzgojo,
otroka, ne, privatno in službeno življenje, ampak mogoče je za ženske še mogoče majčkeno težje, ne. Pa mogoče se tudi nekako drugače obravnava ženske, tudi že čisto te odločitve, z vidika odločitve, ali sploh ja ali ne imeti otroke. Se mi zdi, da je to še vedno lahko neka tabu tema, ne. Mislim, da se drugače gleda, pa da drugače je sprejeta v javnosti, ko se moški odloči, da ne bo imel otrok, ali pa ko se ženska to odloči, ne. Pa potem še delitev teh vzgojno-varstvenih bremen v družini je spet pač zame ena pomembna tema. Vse ženske so pravzaprav same v tem omnibusu. Čuditi je, da nobena pravzaprav nima prave podporne skupnosti oziroma kvečjemu prijatelje, partnerja, pa še to je zelo atomizirano na nek način. Ja, mogoče same, mislim, želela sem prikazati različne situacije, pač v družinah, kjer tudi ni nujno, spet ne bi rada, da je tako črno-belo, da je ženska vedno žrtev. Ne, tudi pač sem zato dala v druge zgodbe, tudi recimo par, kjer se oba podpirata, kjer ima ženska podporo partnerja, pa so potem neki drugi, z nekih drugih strani prihajajo pritiski, lahko pa tudi, ja, že znotraj neke partnerske zveze, pač, da ženska ostane sama, ja, tudi to je lahko primer. Ali pa čisto v skupnosti, da mogoče v tej neki nori tekmi kapitalistični, pa tudi ni nujno kapitalistični, pač v tej tekmi pa gonji za preživetjem, da pač človek sploh vse te vsakdanje obveznosti upravlja, ne. Je pač težko vse to združiti in lahko pač vsako ostane kdaj sama, ne, pa pač ne dobi neke podpore. Potem pa odvisno od posameznika, kako potem to Kako rešuje. Ja, kako rešuje. Zakaj pa omnibus? Sej delno ste že odgovorili. Zametek tovrstne formalne rešitve, govorim o pisavi, smo opazili že v vaši drami 15, ampak samo zametek. Torej, ker gre za posamezne zgodbe, ni bila še uprizorjena, ne? Ja, tam v drami 15 pa gre spet za neko bolj žensko temo, pa spet 5 žensk pripoveduje, ampak je struktura drugačna, ker tam one uprizarjajo teh 5 žensk, delajo predstavo, pa o nasilju nad ženskami, tako se mi je zdelo, da nekako bi se dalo to k temu pristopiti, k tej tematiki, da pač te ženske delajo predstavo o nasilju nad ženskami in potem je še ta metagledališki vidik. Tu pa pri tej drami prva beseda je mama, ki bo naslednje leto tudi uprizorjena v Essingen drama in se zelo veselim. Tam bodo vse, a ne vseh 5 zgodb. Je pa pač to zato, da čim več vidikov starševstva in materinstva, predvsem materinstva, pa tudi ne materinstva, ker tam je tudi ena zgodba ženske, ki se pač odloči, da ne bo mama. Se mi je zdelo nujno, da je neko množstvo zgodb. Čim več različnih vidikov, ne? V drami 15 gre za to, da so te igre posredovane pravzaprav tako kot fikcija in to malo zmanjšuje to grozno težo, kot če bi bilo to veristično nekako nasilje na odru, ne? Ampak udari ravno tako z veliko močjo, tako da upam, da bo tudi kdaj uprizorjeno. Samo še eno vprašanje za vas, Tjaša. Zakaj se vztrajate namreč tudi v dramski formi, kar je postalo že redkost v pisanju za gledališče mlajše generacije avtorjev, ki se izražajo pretežno v nedramskih formah? Ali to pomeni, da najlažje ali najbolje lahko spregovorite prav v dramski, kjer so liki, kjer ne gre zgolj za pripovedi, pa pripovedne ravni, na primer? Ja, mislim, jaz sem sama že na dramaturgiji, pa pač pri teh predmetih dramskega pisanja poskušala z bolj inovativnimi formami, bolj modernističnimi, ampak nekako se mi je to izkazalo, da mi najbolj steče ta dramski dialog, pa pač tudi didaskalije, da so nekako v tem tradicionalnem smislu rabljene, ne? Ampak se pa trudim, mislim, je pa vseeno
težko bi rekli, da je to neka klasična dramska struktura, zato ker vseeno ni nekih enotnih zgodb. Tako se mi zdi, da uporabljam pač ta realizem, pa dramski dialog, potem pa skušam razbijati to neko samo enotno zgodbo, da je s čim več vidikov, pa mogoče z notranjimi monologi, pa tako. Špela Graf-Vogel, kot režiserka se prav zadnja leta lotevate besedil mlajših avtorjev. Kaj vas najbolj nagovori? Tema, sodobna pisava, zvočni, radiofonski potencial? Vsekakor so seveda teme, ki jih mlajši avtorji vnašajo v naš svet, v našo družbo, tisto, kar me pritegne zelo, in pa absolutno moderna pisava, ker jaz radijske igre absolutno ne doživljam na ta način, kot so jo verjetno starejši kolegi moje doživljali, a ne. Se pravi, jaz jo doživljam v bistvu kot izseke iz življenja, take zelo realistične, zelo vsakdanje in tako naprej. In se mi zdi, da v bistvu je to ena velika kvaliteta mladih piscev. Kaj pa ta radiofonski potencial, ki ga potem izkoristite? Absolutno, seveda se, če govorimo o tem v bistvu, da je to sodobna pisava, da je spisano v bistvu drugače kot pa neke klasične drame starejših časov. Je to nekaj, kar me mnogo bolj ne govori, čist tudi zvočno, seveda zaradi tega, ker mi domišljija povsem drugače teče, ker se lahko odločamo v bistvu za uporabo v bistvu nekih realnih zvokov, ampak ne na ta način, da se riše, izrisuje pač zraven, a ne. Tako da, ja, to je kar celota v bistvu te sodobne pisave in sodobnih avtorjev. No, nekaj iger je že tudi odšlo na festivale in prišlo ožji izbor prav iz tega nabora mlajših avtorjev. Kaj vas je pa najbolj pritegnilo v besedilu Prva beseda je mama? Kot ustvarjalko, kot razmišljujočo osebo, kot posameznico, kot žensko? Moram reči, da v bistvu prvi stik s tekstom, ki sem ga pač prebrala, me je verjetno nagovoril čisto osebno, čisto privatno. Dejansko v bistvu tematika, se pravi materinstvo ne, kaj prinese, kaj odvzame, kaj to za žensko pomeni, kako jo pravzaprav na nek način lahko v družbi še vedno definira, a ne. Tako da to je bila čisto osebna preferenca, kjer sem se našla, videla in začutila, da v bistvu lahko znotraj tega, da želim znotraj tega pač ustvarjati in se s tem izraziti. Potem pa vse to, kar sem že govorila, se pravi pač sodobna pisava in pa na nek način v bistvu spuščen jezik, klasične življenjske situacije, ki so na nek način celo morda, tako kot jih jaz vidim v bistvu, tako kot bojo tudi na radiju izvedene, dosti dokumentaristične, v prepletu z monologi, z notranjim razmišljanjem ženske in pa seveda s prologom, o katerem o tem do zdaj še nismo govorili, ne, ki pa v bistvu se mi zdi, da je tisto, kar verjetno si vsaka od nas želi, ker prolog govori pravzaprav o čarovniji življenja, o tej magiji, a ne, katero tudi jaz takoj podpišem, čeprav nimam otrok, a ne, potem je pa tle nadalje pač 5 zgodb, ki pa v bistvu ti dajo pa zelo veliko misliti in postavijo kontrapunkt, oziroma rekla bi celo to tako, no, da je prolog v bistvu pravzaprav kontrapunkt vsem tem življenjskim zgodbam potem. Torej vas izziva tudi v estetskem smislu? Absolutno, vsekakor, ja. V današnji zgodbi in celotnem besedilu avtorica v realističnem slogu z različnih vidikov obravnava teme materinstva, družine, starševstva, kot je bilo že rečeno, in družinskih odnosov. To so psihološke teme, s katerimi se v svojem vsakdanjem delu sooča naša gostja Katarina Možina, družinska psihoterapevtka. Ste že srečali kakšno Ksenijo, Tino pri svojem delu, oziroma kako lahko na kratko analizirate odnose, družinsko dinamiko oziroma osnovno konstelacijo likov v današnji igri, torej v tej, ki smo jo danes slišali in videli? Ja, teh Ksen in in Lis je pravzaprav vsak dan na mojem kavču, na mojih foteljih terapevtskih veliko in skozi te oči, se pravi skozi oči mojih klientk, skozi oči žensk v mojem življenju, tudi skozi lastne oči, podobno kot ste vi rekli, sem jaz gledala to dramo danes, jo poslušala
In seveda izstopa kar nekaj stvari, ki jih ne morem samo kot terapevtka zdaj pokazati s prstom na nje, ampak tudi konec koncev kot hčerka zelo zahtevne mame in kot mati odraščajočih otrok, ki vstopajo zdaj v odraslo življenje. Konstelacija, ja, že na prvi pogled je meni stopala ta osamljenost, ki ste jo prej omenili. Pa ne samo hčerkina osamljenost, ker je pač nekako očitno, da je mama precej čustveno distancirana od nje, ampak tudi mamina osamljenost. Omenijo večkrat samo, da ne ostaneš sam, ne, reče. Se pravi, lahko smo začutili stisko mame, ko je ostala sama, ne, noseča. In hkrati tudi njen partner je bil tudi precej osamljeno bitje, ki je skušal se malo izogibati konfliktom, tako je izgledalo, ne. Ni bilo čisto jasno, ali je samo indiferenten, ali se izogiba konfliktom, ampak vsak zase so igrali neko igro, za katero ni bilo čisto jasno, a se želijo srečati, oziroma tako, od spodaj je čutiti hrepenenje, da bi se radi srečali, so neki poskusi, tudi mama se vmes umehča, pa hči ima neke spravne besede, Igor skuša medijirati, ampak jim kar ne uspe, ne. Kaj pa za otroka lahko pomeni prenašanje lastnih travm staršev na otroke, kot se dogaja s Ksenijo in Tino? Ja, to je ena tema, ki nas psihoterapevte zelo zanima zadnje čase. Omenili ste prenos vzorcev, ne. To vemo, da se vzorci prenašajo, če se jih zavedamo ali pa ne, ne. In vsi nosimo naše družinske zgodbe v sebi, še bolj takrat, kadar jih ne poznamo, ne. Tukaj smo videli primer, kako niste govorili o tem, kaj se je dogajalo, ampak je to zelo, zelo močno vplivalo. Tako da, ko govorimo o prenosu, govorimo torej o transgeneracijskem prenosu vzorcev, pravzaprav govorimo o več načinih prenosa. Eno je preko zgodb, se pravi, kadar se govori o zgodbah, ki so pretirane, ali pa če se ne govori, ali pa premalo govori, ali pa nekonsistentno. Potem je drug način prenosa, je to, kar smo videli, ta pretirana zaščitniškost starša, se pravi, da bi prehranil otroku to bolečino, ki jo je on dal, in seveda potem je starš pretirano zahteven do otroka, otrok tem pričakovanjem ne more ustreči, izgoreva, se čuti, in kar se še zgodi, je, da otrok potem ne dobi čustvene podpore, ki jo od starša rabi. In potem so pa te taki zelo nevarni mehanizmi, ki so pa kar precej toksični, tudi kako se prenaša lahko travmatična izkušnja, je pa nezavedno, in sicer če starš, ta mama recimo je bila osamljena, je ostala v nekem trenutku sama, brez podpore, in potem to praznino ali pa to pomanjkanje podpore prenaša na hčerko nezavedno na način, da mora otrok čustveno skrbeti za starša. Imamo celo izraz v psihoterapiji parentification, ko otrok čustveno ali pa tudi funkcionalno skrbi za starša, in seveda te vloge ni dorasel in je absolutno obsojeno na propad, ker ne more zmagati v tej vlogi. To se pravi, da ponavadi izhajajo pretirana ambicioznost in pričakovanja staršev za njihove otroke iz strahu, mogoče še iz česa? Ja, zelo veliko iz strahu. Seveda tukaj vidimo, kako je Ksenino nekako prepričanje bilo, če je meni uspelo v teh težkih trenutkih, bo tudi moji hčeri uspelo. In to, da bo hčeri uspelo, je zanjo, kot da dobi njen trud nek dodaten smisel, njeno žrtvovanje. In zelo težko razume, kar je za travmo kar značilno, se pravi za travmo, ki ni razrešena, ne. Mogoče nisem bila prej dovolj jasna. Travme se prenašajo predvsem takrat, kadar niso razrešene. In da travma ni bila razrešena, vidimo v tem, ker mama ni želela o tem govoriti, se ni želela s tem srečati. Hči ponovi zgodbo in mama še kar ne želi o tem govoriti. Se pravi, njena ambicioznost hčeri mora uspeti, je tudi ona če hčeri uspe, bo tudi njej uspelo, in če hčeri ne uspe, je to kot moj osebni poraz, ker se mama zelo težko separira od hčerke, in tudi hči, kot vidimo, se težko separira od nje, ne. Pri 38 letih sicer kaže, da gre na živce ta materina pretirana kontrola, po drugi strani pa kar ne more iti stran, ne. Se upira tako, je kot en otrok ob mami, ne. Malo preveč popije, pa malo je cinična, zajedljiva. Kakšne so pa lahko čustvene posledice najstniške nosečnosti, prekinitve sploh? In s kakšnimi občutki se soočajo posvojeni otroci? To sta zdaj dve temi, ampak sta prepleteni. Ja, zelo močno.
ko mlada dekleta prekinejo, torej ali splavom prekinejo nosečnost ali oddajo otroka posvojitev, dostikrat kar podcenimo te občutke. Jaz sem imela kar nekaj, jih imam še mladih klientk v terapiji, mladih žensk, starih, okrog 20 let, ki so imele splav, za katerega so se same odločile in so tudi imele podporo ali partnerja ali staršev, ampak kljub temu so po kakšnem letu začele žalovati za tem. Kaj bi bilo, če bi bilo drugače? Spomnijo se obletnic, ne? Aha, danes bi bil moj otrok star 1 leto. Niti ne vem, ali je bil fantek, ali je bila punčka. Tako ne vidiš, da ostaja neko, če o tem ne morejo govoriti, s svojimi bližnjimi ostaja neko nerazrešeno žalovanje. Potem se seveda soočajo z vsemi mogočimi občutki in žalosti in krivde in strahu. Tako da ni za zanemariti tega, čeprav so se same odločile. Zdaj, druga tema, ne, so pa posvojeni otroci. Posvojeni odrasli, bom zdaj govorila, jaz imam izkušnjo z odraslimi oziroma mlajšimi ženskami, ki so bile posvojene. Včasih se ne zavedajo čisto dobro, ampak skozi prihajajo na površje neka vprašanja, kot so recimo, a sem bila zaželen otrok, a so starši me oddali zato, ker niso mogli skrbeti zame, ali zato, ker sem bila jaz čisto odveč. Potem so lahko vprašanja identitete, kot je občutek, ne vem čisto dobro, kam spada, moram videti, kdo so moji starši, obstajajo kakšne podobnosti, karakterne ali kakšne druge. Tudi dostikrat imajo en občutek kot neke čustvene praznine, pa ga ne znajo čisto dobro nasloviti. Seveda je pa vedno tudi ta strah prisoten, kaj če me moj biološki starš ne bo želel videti ali pa sprejeti, ali pa če slišim nekaj, kar ne želim slišati, ali pa tudi ta lojalnost do svojih staršev, ki so me vzgajali, ali bojo oni žalostni, če jaz zdaj si želim spoznati svoje biološke starše. Skratka, paleta občutkov je res velika. Bi si lahko predstavljali, kaj Tina občuti na koncu tega prizora, lahko rečem, ko negotovo pričakuje tudi kot mati tega sina? Jaz mislim, da tudi reče, da jo je strah, ne? Če se prav spomnim, ja, verjetno se boji tudi kakšnega obsojenja, ne? Zakaj ga je dala stran. Težko rečem, kaj čuti vse, predvsem pa je videti, da rabi podporo. Ne, da rabi nekoga, ki bo tam z njo ne glede na vse, ker njena vzgoja je bila ljubljena si, če delaš tako, kot jaz rabim. Pogojevana, tako, ja. Dramsko besedilo resnično zastavlja, čeprav je zelo kratko, ampak vprašanja na več nivojih, govorim zdaj o tem, ki smo ga danes poslušali in videli. Zato sem povabila k pogovoru tudi antropologinjo Ano Svetelj, da še komplementarno osvetlimo odprte teme, dodatne. Vemo, da so bile mlade neporočene nosečnice v zgodovini močno stigmatizirane ali celo izobčene. Kako in v kakšni meri se je odnos do njih spreminjal do danes? Ja, hvala. To je verjetno sicer vprašanje za dvourno diskusijo, ampak seveda vemo, da je v preteklosti, če malo posplošimo, seveda v našem okolju katoliška cerkev bistveno bolj nekako koordinirala človeško izkušnjo prakse, recimo nekih horizontov tega, kar lahko v nekem družinskem okolju, kaj se spodobi in kaj ne. In v tem kontekstu je seveda bila usoda neke nezakonske matere, vemo, ne, že v literaturi tolikokrat obdelana, absolutno obtežena z neko tako težo neke eksistencialne ranljivosti po eni strani in neke družbene stigme po drugi. Tako da mislim, da v tem kontekstu seveda so se časi spremenili in je teža te družbene stigme in tudi mogoče neke socialne podporne mreže, tudi čisto formalne, vendarle drugačne dan danes. Ampak vseeno pa mislim, da na neki idejni ravni, nekih družbenih horizontov dan danes tudi v kontekstu neke retradicionalizacije družine ali pa materinstva, pa se še zmeraj predpostavlja, da je tista prava ali pa srečna, harmonična, uravnovešena pot ta, ne, da če vidimo neko nosečo žensko, da bo nekje nek
ljubeč partner, a ne, na drugi strani. Tako da mislim, da je to neko kulturno pričakovanje, ki je izjemno globoko upisano, ne, v nek kod naše družbe, ne glede na to, kako zelo so se seveda stvari spremenile. Zakaj pa je izbira med kariero in materinstvom še zmeraj relevantno vprašanje? Gotovo obstaja kakšna ugotovitev o družbi danes. Jaz bi rekla, da je to zelo odvisno od tega, na katero družbeno podskupino pogledamo pri nas. Naprimer, sama lahko recimo izhajam iz akademskega sveta, kjer je izbira ali pa nekako normalnost tega, da se naprimer ženske ne odločijo za materinstvo, nekaj precej normalnega, ne, v akademskem svetu. Sploh glede na to, da so velikokrat recimo pozna 20. in nekje 30. leta tisto obdobje, ko se recimo mlade znanstvenice uveljavljajo in se nekako pričakuje, da bodo zelo fleksibilne, kar se tiče, ne vem, projektnih pozicij po Evropi, torej da ne bodo nekako ukoreninjene v neko okolje, v partnerstvo, v družinsko vlogo. Tako da obstajajo neke sfere, kjer se morda tudi lažje, bom rekla v narekovajih, družbeno ženski oprosti, da ni mati, a ne, ker bo dala pa družbi nekaj drugega. Ne. Medtem ko mislim pa, da nekatera družbena okolja pa veliko bolj tudi eksplicitno pričakujejo, da bodo se ženske odločile za materinstvo. Mislim, da se v zadnjem času v ta diskurs veže tudi neka ta moralna panika pred nekimi demografskimi projekcijami. Tako da tudi zelo ta čist neka nacionalistična ideja, ne? Ženske imejte otroke, sicer bomo izumrli kot narod, ne? V narekovajih. Potem je pa na to recimo pripeta še ena zanimiva plast ali pa en kontrapunkt temu, da pa številni, morda številni je pretiravanje, ampak nekateri mladi ljudje absolutno v ta razmislek vključijo tudi neko silno negotove čase sodobne dobe, od kriz naraščajočih do podnebnih sprememb, do nekega vprašanja odgovornosti, ali želiš v takšno okolje recimo roditi novo življenje. Ne? Tako da mislim, da en kup širših družbenih vprašanj se v resnici srečuje kot eno težišče, okoli katerega se vrtijo družbeno vprašanje, je lahko prav materinstvo oziroma odločitev za otroka. Zasledila sem raziskavo, žal ne vem, kdo je avtor in se opravičujem, če se kdo o tem prepozna, kako je s prezentacijo materinstva na družbenih omrežjih. Vloga materinstva se meri predvsem z zmožnostjo prisotnosti in predanosti otroku. Do tukaj vse prav. O samouresničenju in kariernih izzivih matere na spletu sploh ne razpravljajo. To je zanimivo. Se pa pojavlja več trendov, o katerih razpravljajo matere. Popularizira se samopreskrba s zelenjavo, priprava doma kuhane hrane, aktivizem, vračanje za štedilnik. Kako je s strokovnimi očmi videti sodobno materinstvo? Ja, ta vidik je zelo zanimiv, zato ker smo nekaj časa lahko, sploh na Instagramu, ki je mogoče zdaj neko ključno družabno omrežje za ženske v teh letih, recimo rodne dobe v narekovaju, ta porast neke ideje, ki se je nekako ubesedila v tem principu boss babe, ne, oziroma, kako bi rekli, šefica. Ne. In je bil mogoče v ospredju ta vidik, torej ženske, ki zmore vse in furati kariero in imeti otroke in torej nekdo, za katerega ne obstajajo meje 24 ur dneva. Ne. No, potem, ali pa hkrati pa je potem začel naraščati tudi ta spletni trend preko vplivništva teh tako imenovanih trad wives, torej te tradicionalne žene, matere, kjer v bistvu imajo nekatere te recimo ameriške najpopularnejše vplivnice iz tega polja po več 10 milijonov sledilcev, kjer se na en zelo estetski, zelo tako brez kakih ostrih robov se prikazuje neko navidezno čudovito življenje tega, da torej je ženskina sfera je doma, moževa pa zunaj. Ne? In tu zadaj se velikokrat prikazuje ta način življenja kot najbolj izpolnjujoč in najbolj naraven. Ne? Tako da imamo neko totalno retradicionalizacijo tukaj.
Ampak kar je v teh primerih, teh recimo vzornica, ne, zanimivo je to, da so te ženske, kljub temu, da se snemajo, kako doma mesijo kruha, ne, v resnici ekonomsko popolnoma samostojne. Velikokrat celo zaslužijo veliko več, ne, kot njihovi možje, s tem, ko so pač uspešne vplivnice. Tako da je v resnici ta podoba ali pa ta ideologija tega, da je lahko ženska doma in da je to neka zadovoljujoča pot, seveda za nekatere je, ampak je v tem smislu recimo na socialnih omrežjih zelo zlagana. Kajti, če se potem za neko podobno pot odloči neka sledilka, ne, ki nima takega finančnega zaledja, je pa seveda ona eksistencialno popolnoma odvisna od moža oziroma tistega, ki pač finančno skrbi za družino. Mogoče bi pa res osvetlili še ta prolog, o katerem danes nismo govorili. Kaj se zgodi v tem prologu in kaj predstavlja? Zakaj je vsakič uvod pred vsako zgodbo? Tjaša. Zdaj, vsaka zgodba ima en svoj uvod, pač čisto na začetku pa gre za spočetje, kar je že Špela omenjala. Zato pač to se mi je zdelo čisto z enega pesniškega vidika, da paše na začetek, kako ta čudež življenja, ne. Mene to fascinira, da recimo pač v ženski lahko nastane novo življenje tako iz nič in mi je to pač res fascinantno. Za umetno oploditev pač ženska, mislim, tudi zdaj so v Sloveniji spremenili zakon, da so pač končno nekako šli v to smer, zdaj upam, da bo tudi sprejeto, da če medicina lahko pomaga pač neplodnim parom, pa naj še neplodni ženski, če se odloči, da se lahko tudi sama. Je pa mogoče lahko to za koga tudi sporno, ker moški pa pač ne more, ampak čisto iz bioloških razlogov. Pač tako je, ker nima maternice. Ne. In tudi to spet sproža nova vprašanja. Katarina, kaj pa opažate v sodobni generaciji staršev, predvsem mater? Bi lahko mogoče izločili značilnosti, ki jih za razliko od prejšnjih vzorcev prinaša sedanji čas? Jaz sicer ne poznam najbolj teh raziskav in trendov in kaj na socialnih omrežjih, vidim pa, da ima to zelo velik vpliv na ženske, kaj vidijo tam in seveda je to tudi določen pritisk, ne, na vsako posebej, da mora približno temu ustrezati. Kar je danes drugače pri mladih mamicah je, da so precej bolj informirane, ker je seveda dostop do informacij mnogo boljši. Jaz vem, ko sem bila prvič noseča, sem imela še neko knjigo What to expect when you're expecting in vsi smo samo to knjigo brali, drugega ni bilo. Zdaj so seveda internetne informacije, družbena omrežja, kar pa tudi dostikrat povzroči en zanimiv fenomen, ne, ker ženske smo se včasih bolj obračale na naše mamice, babice, mame, babice in tako naprej. Zdaj pa rajši iščejo informacije na spletu ali pa potem pri seveda sodobnih strokovnjakih in to, kar povzroča malo tako enega občutka odtujenosti lahko. Ne samo občutka, ampak dejansko, ne, pride do večje izoliranosti. Kaj še? Ja, in seveda je potem tudi danes je z možnostjo dela od doma in bolj fleksibilnim urnikom je seveda ženskam marsikaj olajšano, po drugi strani pa še vedno to lahko predstavlja pritisk, ker jaz ne vem, če sodim po ljudeh, ki so v moji praksi, bi rekla, da se ni prav veliko spremenilo na področju vlog v družini. Mogoče sem pesimistična, ampak še vedno je zelo veliko pričakovanj od ženske glede materinstva, gospodinjstva in moški so tisti, zelo pogosto slišim ta stavek, sem pomagal ženi čuvati otroke ali pa skuhati kosilo ali pa tako. Seveda ja, ženskam se lahko prilagodi urnike, pa hkrati je še vedno veliko stvari na njih. Tako da v enem sferi se ni prav dosti spremenilo. Kako pa celotna igra, vi ste celotno prebrali, v mozaičnem slogu kaže prerez sedanjega trenutka, se je zelo realistično, skoraj veristično zapisana. Najbrž ste prepoznali marsikatero situacijo, o kateri slišite v svoji praksi, ali pa ste jo doživeli tudi v realnem življenju. Seveda se vsi prinašamo tudi lastne zgodbe v to sfero. Ja, jaz mislim, da so te zgodbe odličen prerez sedanjega časa in tega, s čimer se ljudje soočamo, kar prinašajo terapijo ali pa zgodbe, ki jih živimo.
Poudarili ste materinstvo, ne? Ampak je res materinstvo skozi različne aspekte, predvsem tudi ta podpora, ki jo imajo mlade ženske ali od partnerjev ali od okolice oziroma je nimajo ali pri odločanju. Kar v nekih zgodbah se pojavi tudi ta prenos vzorcev, o katerem smo prej govorili. Se pravi, če sem, ne vem, v eni zgodbi, mislim, da reče tašča te ženske, ki se odloči za splav, nekako reče, jaz sem tudi rodila v vojni, ne, boš pa ja ti tudi rodila, saj ti ni hudga, ne. Se pravi, zelo veliko je teh vzorcev noter, ki jih nosimo in o katerih se zelo redko sprašujemo. Se pravi, ta tradicionalna vloga ženske in na nek način zelo dobro se to poklopi na en pojav, ki ga opažamo v sodobnem času in sicer naraščanje nekih osebnostnih motenj, recimo narcističnih, ne, in seveda to zelo dobro se poklopi, če je en od partnerjev, recimo, da je moški, kjer je več tega izražene neke narcistične lastnosti in potem, ne, kaj gre bolj zraven kot ena tradicionalna ženska, ki je doma. In seveda tukaj je spet veliko potem polja za to, kar ste na začetku omenili, to zlorabljajoče, toksične odnose. Poslušali ste oddajo Oder. V njej smo predvajali posnetek pogovora z letošnjega festivala Teden slovenske drame, ki je tudi partner radijskega projekta. V njem so gostovale avtorica besedila Tjaša Mislej, radijska režiserka Špela Krafogel, antropologinja in pisateljica doktorica Ana Svetel in družinska psihoterapevtka doktorica Katarina Možina. Pogovor, ki sem ga vodila Vilma Štritov, je aprila letos v Prešernovem gledališču Kranj posnel tonski mojster Matjaž Miklič, zmontirala pa ga je Sonja Strenar.